Kako naj velenjska upokojenka s 600 evri pokojnine plača komunalni položnico v višini 400 evrov? Z mano sta Sara Bajec, predstavnica ljudske iniciative Velenje, in velenjska podžupanja Aleksandra Vasiljević, župan Drmol, nekdanji direktor Teša, trdi, da ima zdaj druge obveznosti. Gospa podžupanja, komunalno podjetje Velenje, ki v večinski lasti občine Velenje, je ceno ogrevanja nenormalno zvišalo. Kako naj upokojenka 600 evri penzije plača položnico v višini 400 evrov? Najprej dober večer vam, Marcel, in pa seveda vsem gledalkam in gledalcem. Drži, da se je cena toplotne energije spremenila, se je podražila, se je dvignila, in to v lanskem letu, že v januarju leta 2023. Vendar je vlada takrat zamejila. Spomnimo se, da je vlada z vladnimi ukrepi in uredbo zamejila ceno toplotne energije za odjemalce, gospodinjske odjemalce. Cena toplotne energije se je zvišala torej v Velenju, govorim, in v velenjski občini, seveda v maju 2023. Na to smo tudi opozarjali na velenjski občini. Nenazadnje so na to opozarjali tudi v ljudski iniciativi Velenje, ko so bili tudi povabljeni na sestanek na komunalno podjetje in so bili pozvani, da predstavijo ukrepe resornih ministrstev, pa se od maja do decembra seveda nič ni zgodilo. Dober večer in poklon za nazaj. Skratka, dajmo se vprašati čisto na začetku, ali je to naša naloga, ali smo mi politiki, ali mi zastopamo ljudstvo. Ne, mi smo ljudska iniciativa, ki dela za ljudi. Zakaj? Zato, ker očitno naši politiki tega ne zmorejo. Očitno niso kos te naloge. In mi smo bili povabljeni na komunalno podjetje šele potem, ko nas je tudi gospa Vasiljević v prvi vrsti in tudi z gospo Darinko Mravljak, ki je tudi podžupanja, skupaj s 13 svetniki, se pravi stranke SD, zavrnila na seji mestnega sveta, tako da smo ostali brez besede. Tam smo želeli že... Lahko samo za hip, gospa podžupanja, gledajte, tu imam zdaj fotokopije položnic, recimo starša s 4 otroki, 64 kvadratov, občinsko stanovanje, oba na minimalcu, položnica 332 evrov. 5-članska družina, 55 kvadratov, najemniško stanovanje, 441 evrov, plus jasno 500 evrov za najemnino, kako to poravnajo, mi ni jasno. In upokojenka s hišo, položnica 855 evrov in še mislim, da 51 centov. A se vam zdijo takšne položnice logične in smiselne ali žaljive in ponižujoče? Lahko rečem, da so takšne položnice boleče. Boleče so za končnega uporabnika in verjamem, da ljudje čutijo stisko, kako plačati takšno položnico. Vendar je od položnice do položnice, od uporabnika do uporabnika individualen primer in tudi takšne primere bomo obravnavali. Naj omenim, da Mestna občina Velenje je že v lanskem letu namenjala toplotni dodatek in je vse svoje napore vlagala za to, da išče rešitve, kako blažiti energetsko draginjo. In smo zato nismo preobremenjevali torej končnega uporabnika in smo zagotavljali te finančne sredstva iz lastnih virov, iz proračuna Mestne občine Velenje. Za nekatere pomenijo te položnice socialno smrt. Vsekakor je razumljivo in boleče, da se razumemo, da stiske ljudi pa vendarle na Mestni občini Velenje razumemo. Zato tudi z jutrišnjim dnem na seji sveta Mestne občine Velenje tudi sprejemamo ukrepe, s katerimi bomo blažili takšne položnice. Eden izmed ukrepov je tudi ta, da bomo subvencionirali ceno toplotne energije, torej v prvih 2 mesecih za 10 evrov na megavatno uro. Se vrnemo k temu, zdaj gospa Bajec, vidite, sporočilo teh položnic je skoraj obsceno. Ljudje, namesto hrane si kupujte ogrevanje, boste sicer lačni, a boste vsaj na toplem. Poglejte, že sama beseda, da gospa podžupanja verjame, da so stiske hude, pove veliko. Ona verjame, mi pa jih doživljamo. Tu je bistvena razlika in tudi njo v tem trenutku pozivam, da pokaže svojo položnico v občinskem stanovanju, živi in naj pokaže, koliko tudi ona plačuje za te položnice. Nadalje, imeli so 7 mesecev časa, ko smo mi prvič opozorili kot ljudska iniciativa na ta pereč problem, ki nas bo zadev, pa niso storili nič. Zdaj nas zaničujejo in nam pošiljajo maile, da se našega protesta ne bojo udeležili, kajti morali bi se pogovarjati o teh zadevah za mizo. Miza je bila 7 mesecev pogrnjena, pa nas niste povabili. In to, da bomo mi trkali na vaša vrata, je nedopustno. Vi ste v službi ljudi, v prvi vrsti. In mi, ljudje smo pokončni, ne bomo klačeplazili za vami, politiki.
to se ne bo več dogajalo in to... Gospa županja, replicirajte. Zakaj ste pustili pogrnjeno mizo pred sabo, niste... Takšne navedbe ne držijo. Mi smo vse skozi napore vlagali v to, da blažimo stiske ljudi, ne samo preko toplotnega dodatka, ampak tudi s tako imenovano socialno košarico, ki smo dvignili iz 1,3 milijona na 1,7 milijona v lanskem letu. In spet ponavljam, absolutno smo med, bom rekla, najbolj socialnimi občinami v Velenju. Najdite nekoga, ki je primerljiv z nami, kar se tiče razumnosti in razumevanja tega, kaj pomeni doživljati stisko. Živite v najbolj socialni občini? Ja. Morda na papirju, v realnosti ne. Ampak vas lahko nekaj vprašam, da ne bom, sem se zdaj spomnil, a je ta gospa, ki je dobila položnico za 855 evrov. A je ta gospa plačala položnico? Ta gospa je dejansko plačala to položnico in to na način, da si je ta denar izposodila, ker je bilo strah, da ji bojo gretje odklopili in da ji bojo odklopili od vode. Tako da to ni nikakršna socialna občina, to je daleč od tega. In da se vrnem, prosim, nazaj na tale vaš opevani energetski dodatek toplotni. Če vaši podatki na spletni strani mestne občine držijo, ste teh vlog odobrili 129, kar pomeni 30 evrov po vlogi, to pomeni 3900 evrov na mesec. Ali je to socialno? In še nekaj, ko govorite o socialni košarici, naj vas spomnim, kakšno košarico nosi trenutno naš župan, kaj je v njej, kakšna ovadba? Veliko več kot 1,7 milijonov. Če lahko samo odgovorim na to, da tudi v naslednjem, torej v jutrišnjem dnevu na seji sveta mestne občine Velenje spreminjamo ta dodatek, torej spreminjamo višino tega dodatka. Za koliko spreminjamo? Za 40% bomo dali najranljivejšim ali bomo pa subvencionirali najranljivejšim skupinam. Torej tistim, ki dosegajo ta cenzus. Žal mi je, da teh podatkov ali pa teh informacij ni dobilo več ljudi v naši mestni občini Velenje, ker verjamem, da bi teh upravičencev je zagotovo več. Gospa podžupanja, teh upravičencev bo zaradi vas zagotovo več. Ravno z vašimi neukrepanji, z vašim sedenjem na stolčkih in nedelu. Zaradi tega smo v tej situaciji zdaj. Mi smo vam pripravili ogromno enih zahtev in tudi predlogov, ki so rešljivi. Gospa župan, v preteklosti so povišenju cen del stroškov vedno krile občine ustanoviteljice. Zakaj se to v tem primeru ni zgodilo? Naj omenim, da fiksni del cene toplotne energije se ni spreminjal od leta 2017. Variabilni del cene je pa tisti, na katerega ne mestna občina Velenje in tudi komunalno podjetje ni imelo vpliva. Kaj vi vidite, ko pogledate v drobni tisk cene? Tam notri je ogromno napak, pa naj se navežem kar na, kako ni spreminjalo variabilnega dela. Variabilni del se je od junija 2023 v pol leta zvišal za 60% in to je naredilo komunalno podjetje Velenje. In vprašam vas na tem mestu, zakaj komunalno podjetje kupuje od termoelektrarne Šoštanj 1 megavatno uro oziroma toplotno energijo po ceni 48 oziroma 50 evrov, prodaja pa jo nam, uporabnikom, z maržo, ki je višja 42%, se pravi po 89 evrov. Kako je to mogoče, da gospodarska javna služba... Podžupanja, to pa povejte, to so vendarle, vi ste lastniki... Potrebno je vedeti, da je ta razlika predvsem zaradi tega, ker ta vroča voda ne pride po zraku, ampak je v to ceno, ki jo končni uporabnik doživlja, največji meri odvisna tudi od nakupa CO2 kuponov, od cene premoga in od električnih storitev, ki vemo, da so se podražile v zadnjem času. Oprostite, gospa podžupanja, zavajate. Če že kaj govori o kuponih, je to v fiksni ceni, se pravi v ceni Teša, ne komunalnega podjetja. Komunalno podjetje samo po sebi ne kupuje teh, pustite me, da povem do konca, teh bonov. In tukaj zavajate. In to, kako ta toplota prihaja k nam, očitno niste seznanjeni s tem procesom. Sploh pa, da ne govorim o najemnini, ki je 6 milijonov evrov in ki gre iz komunalnega podjetja v občino, ki je lastnica. To je kot da bi jaz sama sebi zaračunavala
Se pravi, Zakaj se to dogaja? In gre za dejansko za amortizacijska sredstva, ki se vračajo nazaj dejansko v vzdrževanje komunalne infrastrukture. Torej, Mestna občina Velenje, občina Šoštanj in pa občina Šmartno ob Paki so lastnice komunalne infrastrukture, ki dajajo v najem torej, komunalno infrastrukturo javni gospodarski službi. Podžupani, sem to bi dodal, gledajte, ta cena, kako ta cena nastaja z veliko megle. Veliko megle je. No. Ja, ampak to ceno in na to smo že upozarjali na Mestni občini Velenje in tudi s komunalnim podjetjem. Ja, jaz sem bral, da komunalno podjetje pravi, da so položnice izdane na podlagi dejanskih odčitanih porab in uradno objavljenih cenikov. Zdaj, kaj je narobe s temi ceniki? Vsak strokovnjak na področju energetike bo v eni sekundi videl ogromno napak. In zdaj, ko vi prelagate denar iz ene infrastrukture v drugo, tu se izgublja sled. In to je čisto pranje denarja, oprostite, gospa. Za konec mi samo povejte, kaj zahtevate od velenjske komunale? Več stvari, ampak v prvi vrsti najznižja ceno, če ne pa vsi spustite stolček, ker se upravičujem, ampak niste sposobni in niste zaslužni. Kaj pa z januarskimi položnicami? Kaj se bo zgodilo z januarskimi položnicami? Naša zahteva je, da je zamrznemo. In pozabila sem tukaj, vkolikor se naše zahteve ne... pozabila sem. Se pravi, vkolikor se naše zahteve ne bodo upoštevale, napovedujemo naslednji protest, ki bo v soboto, ure še ne vemo, do podanskih urah najbrž 11:11, ponovno na Titovem trgu in to bo verjetno tudi zadnji, ki bo na Titovem trgu, vkolikor se kaj ne zgodi, drugače potem gremo v blokado mesta. Kaj boste znižali te cene? Mi bomo še vedno delali tisto, kar lahko naredi in kar je v pristojnosti Mestne občine Velenje. Vi ste vendarle večinski lastniki, krepko večinski lastniki komunale. In potrebno je povedati, da smo že v preteklosti smo že tudi delali pobude in na razna ministrstva in tudi na samo vlado, tako na desno kot na levo, torej prejšnje in sedanje, zato da se vsaj komisijski kuponi opustijo ali pa oprostijo. In tisto, kar je najbolj boleče, in tukaj to bolečino skupaj z ljudsko inicijativo delimo, da ves denar, finančna sredstva, ki gredo v podnebni sklad, pravzaprav se ne vrnejo nazaj v Velenje in ne vrnejo nazaj v Šaleško dolino. In to so skupna prizadevanja, vendar je potrebno poudariti, da to ni resničnostni šov, da pa so resničnostne težave in stiske ljudi, ki te stiske doživljajo vsakodnevno. In Mestna občina Velenje skupaj s komunalnim podjetjem bo usmerjala svoje Najlepša hvala. Tako, zdaj se veste, vidimo se ponedeljek, ista ura, isti kanal, v živo. Raven, Veronika, kaj